Pozdravljeni v drugem podcastu Kajakaške zveze Slovenije. Namen teh podcastov je približevanje oziroma motiviranje mladih tekmovalcev naših, dajanje oziroma širjenje informacij, pomoč pri treningu, to za tekmovalce, za starše kot trenerje. Imamo različne teme. Tokrat imamo v gosteh Katjo Kodelja, klinično psihologinjo in športno psihologinjo, s katero sem tudi sam začel sodelovati že leta 2005 kot trener. Kasneje je to vse skupaj še zelo zraslo. Tako da, Katja, pozdravljena, hvala, ker si se nam pridružila, da boš delila svoje znanje tudi mladim tekmovalcem. Ja, hvala za povabilo, z veseljem. Zdaj malo bo šla skozi to, se pravi, kako pa se pravi psihologija, kako si lahko pa s tem pomagamo, glede na to, da recimo eni tekmovalci imajo strah pred nastopom, strah pred bilo koma, ne, se pred javnim nastopanjem, predvsem tem, kako si lahko pomagajo. Sploh verjetno tej malo kasneje, ne, ker vemo, v kajaku je velik problem to izbirne tekmovanja, ne, kjer je treba v bistvu enemu vikendu pokazati vse in mogoče te, ki malo bolj resno trenirajo čez zimo, zelo veliko vložka dajo, so potem tudi pričakovanja velika, potem pa je treba v bistvu zgostiti vse to v 100 sekund in pokazati. Zdaj, če govorimo o slalomu po krosu, je to 100 sekund, v mirnih vodah je kdaj še manj, ne, v 30 sekundah pa do 4 minut, odvisno od discipline. Se pravi, vso to delo, ki ga vložimo, da potem znamo tudi to pokazati, ne? In dostikrat nas pri tem lahko ovira slaba priprava v glav, rečemo po domače, ne? Sam vem, da sem te poklical v leto 2005 prvič, ko so v Solkanu organizirali 2006 svetovno prvenstvo, mladinsko. Takrat smo imeli mi zelo mlado ekipo, vedeli smo, da bomo celo zimo garali in jaz sem začel razmišljati, kako bodo se oni počutili na štartu, ne? Pred domačo publiko in da se bodo tam po domače rečeno usrali ali ne. Tako smo takrat govorili in takrat sem jaz prvič stopil v stik s tabo. Od tega sodelovanja je bilo potem medalja naslednje leto, ne. Ti pa seveda sodeluješ še z ogromno športnikov, ne samo kajakaši, tudi drugimi športniki, med drugim si tudi olimpijska prvakinja, ne, z Benjavom Savškom, mislim, da to lahko poveva, namreč on to izpostavlja v intervjujih. Sicer so to zasebne zadeve, ne, ampak mislim, da si ga tudi ti psihološko tako stabilnega pripravlja, da je v Tokiu osvojil zlato medaljo. Tako da hvala, ker si prišla. Zdaj, jaz bi tudi ta pogovor malo peljal po različnih temah, tako da malo iz široke, malo zožava dol, se pravi, prva bi te vprašal, kako v bistvu sploh en tekmovalec ali pa takrat še otrok ali pa mladostnik, se pravi, se mora verjetno vprašati, zakaj je sploh na štartu, ne? Kaj ga je pripeljalo, kaj so njegovi motivi, da se je on pojavil tam gor na štartu in da ga je zdaj strah, kako bo šel ven z štartnega bloka oziroma z štartnega Ja. Hvala za tole predstavitev, super. Zdaj, ja, ponavadi vsak začne veslati zato, ker mu je všeč veslanje, a ne? Divja voda, neki izzivi, ki jih najde družba, tako da motivi, zakaj nekdo začne veslati, so različni, ampak ponavadi, če je nekdo se vključi v klub, pridejo zraven tudi tekmovanja. Zdaj, ta pa so pol poseben izziv in vsak se loti tekmovanj ali pa jih vidi na en poseben način. Tako da tista najbolj pogosta stvar, s katero se športniki srečajo, verjetno mladi in potem tudi večji, da se mislim, moramo vedeti, da imajo vsi malo treme, a ne, to je tista osnovna stvar, s katero se verjetno vsak športnik, ko pride enkrat do tekmovanj, s tem sreča. Tako da to je mogoče tista tudi prvi vstop, pri katerem se športniki vprašajo, tako mladi kot večji, pa tukaj bi jaz zdaj rabil kakšno pomoč. Na začetku največkrat kar sami znamo malo tremo premagati. Enim gre to boljše, enim gre slabše, ampak to, kar pa psihologi pomagamo, pa je, da so ene tehnike,
s katerimi si lahko pomagamo, da to tremo lažje premagujemo, a ne. Tako da tukaj vsekakor je fajn, da bi vsak športnik pravzaprav se spoznal z osnovnimi metodami obvladovanja treme, ker je potem seveda tekmovanje lažje. No, ampak vseeno, verjetno, zakaj sem na štartu, a ne, se pravi, a je to nek zunanji motiv, a ne, da sem, ne vem, priljubljen potem ali pa da se moje ime pojavi v časopisu, ali nekje to, ali je to nek notranji motiv, se pravi, kaj ti to gledaš na to, a ne, se pravi, koliko si ti na štartu, bom rekel, zavesten, zrel ali kakorkoli, zakaj sem tam, ne. Ja. Je to pomembno, a to dela že razliko, a ne, a se ti zavedaš, kaj si prišel pokazati, ali a že to dela razliko, ali... Tako, ja, ko pride do te treme, ne, prav, če govoriva zdaj prav o štartu, je vse to je pomembno, ne, torej, tisto, kar se meni zdi pomembno, je, da se vsak na štartu vpraša, zakaj je zdajle tukaj. In od tega je kar precej odvisno, koliko bomo mi tremo obvladali. A sem jaz tu zaradi drugih, pa da neka druga pričakovanja probam zadostiti, ali sem tu tudi zaradi sebe, pa neka svoja pričakovanja poskušam jih uresničiti. Je pa najboljš, da si dam na štartu nek izziv in da rečem, ajde, da jaz vidim, kje sem pravzaprav, kje sem, kaj sem v tem letu naredil, koliko sem vložil, koliko sem napredoval od lani. Se pravi, da si na štartu postavim nek izziv. Motiv, zakaj sem tam, so pa zelo različni, a ne? Na začetku, zakaj nekdo pravzaprav vesla, tako kot sem rekla, ponavadi zato, ker mu je všeč veslanje, voda, enim je všeč druženje, tako da različni motivi so. Je pa dobro, da ima vsak nek notranji motiv, torej ta, da si naredi en izziv, ajde, da vidim, kje sem. Drugo, kar se meni zdi pomembno na štartu, pa je tudi pomembno za obvladovanje, je, da vem, kaj je moj cilj tisti dan, ne? Torej, kaj pravzaprav sem jaz prišel danes narediti. In to tudi dostikrat bolj preseže ali pa lažje obvladujemo pričakovanja, ki so odzadaj, ker pravzaprav je cilj tisti, ki je pomemben prav na vsaki tekmi, a je to bolj tekma nekega nižjega ranga, a je slovenski pokal, ali pa potem, ko nekdo napreduje, pa gre na državno prvenstvo, pa seveda pol naprej, ko prvič tekmujemo za reprezentanco, je to mladinska reprezentanca, članska. Torej, na vsaki tekmi je fajn, da si vsak izpostavi, kaj je moj cilj danes. In to je lahko malo bolj rezultatski cilj, lahko je bolj vezan na nek dogovor, ki ga imamo s trenerjem, nek tehnični cilj, kako bom jaz to odpeljal. To je pa tisto, ki pravzaprav že začnemo z obvladovanjem treme. Ok, zdaj, to je bilo tudi moje naslednje vprašanje, ne? Postavljanje ciljev, ne? Okay, seveda, kadar si na štartu, je tam nek cilj, ne? Zdaj, jaz vem, da kot trener sem zmeram zelo spodbojeval tehnične cilje, ne? Se pravi, to imaš pod kontrolo, tehnične cilje. Sem vseeno, recimo smo mi dva zdaj to snemo sred zime, v bistvu v decembru, ne? Ker še ni tekem, ne? Se mi zdi, da tudi v nekem pripravljalnem obdobju ali pa kad si delaš letni plan ali kako boš treniral plane, da imaš tudi postavljene cilje. Ne? Seveda, zdaj lahko reče en 15-letnik, moj cilj je zmagati na olimpijadi. Ne? Zdaj, verjetno to, a je to tak cilj ali imaš ti to malo razporejeno na kratkoročne, srednjeročne, dolgoročne cilje ali ki te pripelje do tja, kako ti delaš recimo s takim, ki pridejo po pomoč v tebi? No, tebe se vidi, da sva že veliko govorila, ker si že začel z dolgoročnimi, srednjeročnimi in kratkoročnimi cilji, tako da ja. Seveda naš osnovni motiv, sploh v kajaku, ko si prej omenil, zima je dolga, malo je tekmovanj, je tako precej specifično, ker kakšne druge športne discipline, a ne, imajo zimski del sezone, pa letni del sezone, tukaj pa pravzaprav se skoraj 3/4 leta dela, brez da bi lahko pravzaprav počeli tisto, kar nam je ful všeč, sploh pri manjših kategorijah, veliko veslali, pa se primerjali z drugimi v nekih tekmovanjih, tako da dolgoročni cilj je lahko seveda uvrstiti se na olimpijado in to je pravzaprav naše osnovno gonilo, da tudi jaz zimo zmorem, ampak da pa jaz lahko pridem do tega, da bom enkrat na olimpijadi, si moram pa malo bolj bližje cilje postaviti, ker če ne, je zelo težko iti vsak dan, sploh čez zimo na trening, pa treningi so precej zahtevni, ker so bolj kondicijski treningi ali pa malo bolj dolgočasni, ponovljivi, tako da, ja, iz dolgoročnih ciljev pridemo pol na en srednjeročni cilj,
ki je vezan mogoče na leto, dve ali pa na tisto kategorijo, v kateri sem. Naprimer, če si prvič vstopil v eno malo višjo kategorijo, pa dajmo reči iz starejših dečkov, prvič vstopiš v mladinsko kategorijo, verjetno malo drugačen cilj, kakor že drugič, ko boš drugo leto in drugo sezono tam. To je fajn s trenerjem si postaviti, ne? Tako da se na začetku sezone o tem pogovorimo, kakšen je naš cilj. Seveda pogledamo, če rečemo, da je zdaj le december, mi si pa cilj postavljamo za maj, junij, julija, ne? Moramo iti potem nekako po časovnici nazaj in iz tega srednjeročnega cilja pridemo pol do kratkoročnih ciljev, ki razdelimo tako po etapah in sezonah. To pomeni, kaj bi jaz rad dosegel do kam bi rad prišel, mogoče sred sezone do konca zime, potem spomladi in potem seveda, ko se začne tekmovanja, do kam bi rad prišel tja. In potem si postavljam vedno bližje cilje zdaj sedanjemu času. In če našo tekmovalno sezono razdelimo, to trenerji dobro znate, pa dosti bolj obvladate kot jaz, na fizično pripravo, ta je zdaj v zimskem času, pa potem gremo bolj v neke tehnične stvari, ki se gre na vodo, in tako so tudi cilji postavljeni. Tako da, če greva zdaj proti zdaj, proti zdajšnjemu času, so vedno cilji bližji temu, kar imam, in temu rečemo kratkoročni cilji. Zdaj, kar zdaj delate, je večinoma neka fizična priprava, torej bom si postavil en cilj v smislu fizične priprave, to, kar delate, moč, kondicija, mogoče, da bi bil malo bolj školani, zato je fajn neke meritve delati, zato se s trenerji beležite rezultate, imate neke obdobne etapne cilje, to pomeni, delate, pa naredite eno meritev in s tem pravzaprav vidim, če napredujem in uresničujem cilje, Cilji tudi je fajn, da so prilagodljivi, to pomeni, če nečesa nisem dosegel ali pa se nekaj vmes zgodi, recimo zbolim, kako lahko jaz ta program malo prilagodim. In vse z namenom tega, da bi jaz moj mogoče dolgoročni cilj enkrat priti na olimpijado dosegel, ali pa malo bolj bližji cilj, ki je pa na poti do te olimpijade, da se najprej uvrstim, če govorimo zdaj za mlajše, v mladinsko reprezentanco in potem tudi tam napredujem. Tako da ja, cilji so zelo pomembni, enim so pa zelo zoprni, ker rečejo, če si jaz naredim cilj, ga pa ne uresničim, pa bo izgledalo, kot da sem slab. To je zelo slabo razmišljanje, ker v resnici bi mogli pol pogledati, kaj lahko spremenimo, da bom jaz ta cilj dosegel. Torej, brez cilja zelo težko pogledamo, kaj bi bilo za spremeniti, da bom jaz drugo leto ali pa čez pol leta že boljši. Tako da je to malo slab izgovor. Tako da ja, jaz vsem priporočam, se pravi, dolgoročen cilj, to je ta motiv, ki me žene, ko so olimpijske igre, svetovna prvenstva in potem manjše, krajše cilje. In to, da si rečem, to je moj cilj, pa zato zmorem iti zdaj v tej temi, pa mrazu tudi na trening. Se pravi, če sem prav razumel, se pravi, dolgoročni cilj je bolj tak narave, tako si rečeš, ok, olimpijada, kakorkoli, tja usmerimo ladjo, tja gre do jadra. Bolj, ko se bližaš sedanjosti, bolj naj bi bili bolj tehnične narave, se pravi, kjero jadro točno, kako bom... Tako, ja. Da lažje v bistvu gre z dneva v dan, včasih tudi z dneva v dan, verjetno, ali... Točno to. Se pravi, če brez teh kratkoročnih ciljev, kakšen recimo napredek, če delate zdaj fizično pripravo, kakšen bi bil moj napredek v fitnessu, je kar težko celo zimo vzdržati, brez teh ciljev. In tudi te cilji so en notranji motiv, da vem, naprej moram iti, tudi to je del tega, da napredujem v kajaku in potem seveda tehnični cilji na vodi, kaj bi rad spremenil. Tako da vse te etapni cilji so ful pomembni za cel razvoj mladega kajakaša. Zdaj, si rekla notranji motiv, zdaj verjetno, a je to dobro, da si zapišejo, da to tudi delijo s kom, ali bližnjimi, sam s sabo, s trenerjem, ali... Ja, fajn je na začetku sigurno, da si kakšne cilje postavijo s trenerji, to je nek mogoče osrednji del, tudi zato, da vejo, kako bo sezona izgledala, sploh za tiste, ki imajo manj izkušenj. Na začetku seveda to vodi bolj trener. Se pravi, pri mlajših kategorijah je trener tisti, ki postavlja cilje. Ampak tudi pri mlajših ni nič narobe, da si želijo iti na olimpijado enkrat,
pa si to zapišejo sami sebi, pa takrat, ko jim je težko, pogledajo. Zdaj na začetku, a to delijo s kom ali ne, pa to je neka njihova, lahko tudi neka njihova skrivnost, jo delijo, pa jo držijo zase, pa jo pogledajo, pa jim je lažje takrat, kadar je težko iti na trening. Zdaj, bolj kratkoročne cilje je pa že fajn, da jih delimo, trenerji pa tekmovalci med sabo, zato ker pol vemo, da gremo proti isti stvari. Recimo, se vprašajo, zakaj danes delamo, ne vem, nek težek trening, je fajn, da trener pove, zakaj dela težek trening, čemu je to namenjeno, pa pol tekmovalci tudi malo lažje to naredijo, sploh kadar so te težke treningi, več dni zapore, več tednov zapored, in ni tako enostavno temu slediti, no. Ok, no super, to ja. Zdaj pa, recimo, se bliža tekmovanje, ne? Začenja se bližati nastop, ti imaš cilje postavljene in zmeram bolj smok v grlu, zvijanje v trebuhu. Kako ti pomagaš pri temu, da se tekmovalec počuti na štartu zdaj optimalno, varno? Ali so kakšni vzvodi, da si lahko to pomagaš, kakšne verjetno rutine ali kako? Okay. Da je v situaciji, ki mu je že poznana, čeprav gre v nepoznano stvar. To si fajn rekel, besedo, ki jo mi psihologi uporabljamo, je, kako biti na štartu optimalno pripravljen. Se pravi, pripravljen, tako kot si na začetku povedal, da bi pokazal vse svoje najboljše zmožnosti. Se pravi, tisto, kar sem treniral čez leto, da bi znal na štartu pokazati vse to, kar imam v sebi. In zdaj, če bi bilo to ful enostavno, bi večina ljudi zmagovala, Tako pa to ni, to je kar ena umetnost pokazati svoje najboljše sposobnosti na štartu. Seveda, tukaj pa pravzaprav pride ta psihološka priprava nekako v poštev in obstajajo neke tehnike in strategije, mogoče tisto, kar meni so najbližje, tudi najbolj osnovne in v športu najbolj uporabljene, so tehnike sproščanja, obvladovanja telesa, naših misli, čustev, potem vizualizacija in pa seveda čist neposredna priprava na štart. To so 3 res najbolj uporabljene tehnike, ki jih uporabljajo vsi športniki, ne samo kajakaši. In mogoče to lahko tudi vidite, zdaj, ko bo smučanje, jih smučarje kar veliko kaže, tako pred štartom, pa na štartu, in večina teh tehnik boste jih videli, ki jih recimo smučarji uporabljajo. Zdaj, smučanje je meni kar blizu tudi kajaku, zato ker v enih stvareh sta si te dve disciplini podobni. Mogoče to, da je teren, da postavijo progo, pa si jo prej pogledate, pa točno po progi se ne sme iti, trenirate pa podobne kombinacije, da se teren malo spreminja, pri vas se voda spreminja, pri njih tudi sneg ni enak, vedno oziroma večje, ko so štartne številke, se spreminja teren. Potem ta priprava na štart je zelo podobna, tudi približno proga je podobno enaka, tako da se mi zdi, da opazovanje drugih tudi se lahko vidimo, da so vzporednice. Ja, zdaj to, če govorimo o slalomu, Slalomu, ja. Ima drugače pa mirne vode, ampak ja. Zdaj, ali lahko ti poveš, kako izgleda ena taka rutina, recimo, kdaj jo začnemo, kdaj se konča, kaj nam to sploh prinese? Prednastopna rutina je neko zaporedje, neke priprave, v katerem se športnik bi najbolj pripravil na štart. Zdaj, zakaj jo sploh delamo? Bolj zato, da ne bi kaj pozabili, tako nekako rečemo, in s tem, ko se pripravimo na štart, pravzaprav smo lahko varni pa sigurni v sebe, da ne bomo česa pozabili in da res pridemo v tisto top stanje na štartu. Kdaj se začne? Zdaj, v zelo širokem delu lahko rečemo, da se začne z vsakim treningom, ki ga naredimo tekom sezone, torej že zelo nazaj. Zdaj, bolj specifično pa rečemo, da predštartno rutino začnemo mogoče en dan prej, ali pa mogoče, ko zvem, da grem na eno tekmovanje, zdaj, kadar smo na domačih tekmah, je to en dan prej,
ali pa, če grem na mednarodne tekme, pa mogoče že par dni prej, ker si moram spakirati torbo. Tako da en dan prej, kaj naredimo, je fajn, da si pripravimo opremo, ne da, tako kot jaz vidim, daj mlade, ki ne vejo čisto točno, kje imajo kaj, ali pa zjutraj kaj vržejo v torbo, pol pa seveda se zgodi, da ostanejo brez kakšnega kosa opreme. Torej, radi bi se izognili temu, da ne pride do nekega dodatnega stresa, ki bi ga prenesli na tekmo. Torej, en dan prej, da se pogleda oprema, čoln pripravi, pogleda veslo, pogleda vsa, kaj je kaška oprema, a jo imam, a jo nimam, posušim, pripravim torbo. Mogoče en dan prej, če že vem, kakšna bo proga, ali pa če sem že na njej veslal, da jo malo se spomnim, kako je tam veslati, pa če sem treniral že kdaj na njej, kakšne so možne kombinacije. Včasih en dan prej že vidimo tudi progo, ki je postavljena, pa en dan prej lahko jo malo ponovimo v glavi, temu rečemo vizualizacija. Ja, se to bo še kasneje. Ja. To bo še, ja. Tako da, kaj je tudi fajn dan prej, jaz rečem, mi dovolj zgodaj spata, ne. Zdaj nekateri rečejo, ja, pa se mogoče dobi kakšna klapa, pa en dan prej kaj počnejo, grejo malo bolj pozno spat. Tako da to ni najboljša priprava na štarta, ne. No, pa verjetno, kdaj imaš štarta, ne, preveriti. Preveriti, kdaj imaš štarta, ne, seveda. Recimo, če že veš, da... Tako boš se gibal, Tako, ja. malo, da je čim več nejasnih, čim manj nejasnih stvari, ne. Tako. Tako da pol dan, ko prideš gor tudi, ne, s tem začnemo. Tisti dan, ko prideš na tekmo, je pravzaprav še bolj pomemben, da zjutraj pravočasno vstaneš, da ne hitiš, spet še enkrat preveriš, če imaš vse. Meni se zdi zajtrk tudi zelo pomemben, to pomeni, da napolniš moči pa energijo, pa seveda odhod na tekmo pravočasno. Ja. Strano bomo še imeli, ker bomo imeli še en podcast, ne, tudi o hrani. No, ali pa verjetno. Tako pol vidiš, kako se stvari povezujejo med sabo, ne. In pol, ko pridemo na štart, se pravi na dan tiste tekme, tako kot si rekel, pogledamo, kdaj smo na štartu, tudi zato, da se znam potem pripraviti. In to je pravzaprav se pa že začne zelo specifična priprava na štart, je, da začnem z enim ogrevanjem, to pomeni, ali je to ogrevanje na vodi, seveda najprej izven vode, potem malo bolj specifično, splošno ogrevanje, pa bolj specifično ogrevanje. In seveda si določiti eno časovnico, koliko časa pred štartom se to ogrevanje začne in kakšne so pravzaprav posamezni postopki, kaj naredim tik pred štartom. Vemo, da je pomembno, da si ogledam progo, grem skozi njo s trenerjem, jo mogoče spet ponovim. In potem vedno bliže, ko sem štartu, je dobro tudi nekako obvladovati to moje stanje treme, ki se ponavadi pred štartom vedno bolj stopnjuje. In tukaj spet pridejo neke naše tehnike in strategije vedno bolj v upoštev, vse do tistega trenutka pred štartom. Tako da predštartna rutina vsebuje vse, od en dan prej do tistega jutra, do 2 uri pred tekmo, mogoče 40 minut pred tekmo, ko se začnemo ogrevati bolj specifično. In pa pol, ko grem že na vodo in se moj štart približuje, 10 minut prej kaj delam, do tistih 2 minut pred štartom zelo jasno mogoče si določim, kaj bom delal. Se pravi, na kaj nimamo vpliva, to si prej omenil, ne? Nimam vpliva, kakšno bo vreme, naprimer, nimam vpliva, če pride kaj nepričakovanega vmes, naprimer, da mogoče nekoga pred mano ne bo, ali pa da zaradi vremena malo štart ali pa nekih drugih razlogov štart prestavijo. Torej, na vse to moram biti pripravljeno in ta predštartna rutina nam to omogoča. Se pravi, rutina itak pomeni, da se to dogaja, ne? Se pravi, je pomembno, da je predtekmovalna rutina čim bolj podobna na vsaki tekmi. Se pravi, da si že v okolju, ki ti je znano, veš, kaj boš delal, si že delal in zaradi tega se zmeraj bolj varno počutiš, bolj večkrat, ko je ponoviš. Sem prav razumel, je to tako? Ja. Zdaj... Širokega prejšnjega dana ne uvožaš. Tako, ja. Zdaj mlajšim kategorijam pomagate trenerji pri tem, ko jim pravzaprav vi z nekim vodenjem določate svojo rutino, večji, ko so tam že do ene mladinske kategorije, pa že lahko sami marsikaj znotraj tega naredijo, ne? In jaz bi to tudi pričakovala od športnikov, da
počasi prevzemajo odgovornost za svojo pripravo na štart, a ne sami. To pomeni, da že sami vnašajo neke določene korake v pripravo na štart, v tiste trenutke, vedno bolj, ko so kritični, torej vedno bliže, ko smo štartu. In to je tisto, kar se mi zdi, da za športnike in prevzemanje odgovornosti, ne, se pravi, da vedno več vem, kaj meni pomaga za to, da jaz pridem na štart čim boljš pripravljen. Zdaj, jaz to rečem čim boljš pripravljen, da so moje mišice pripravljene, dovolj eksplozivne, aktivne, da moja glava je tam, kjer mora biti, da so moje misli tam, kjer moram biti, vse to troje je zelo povezano med sabo. Zdaj, v grobem, si jaz malo predstavljam, da se greš proti štartu, ne, in opaziš pač, da ne kontroliraš telesa, ne, da mišice niso sproščene, da, se pravi, ti hočeš biti optimalen, ne, se pravi na sredini, ne, zdaj ena je, da si pretirano zburjen, Tako, ja. Prčen, v strahu, ne, se pravi, zdaj, če si predstavljam, če si v strahu, se zaščitiš tako, da se skrčiš, že se stisneš, ne, takrat nisi optimalen, ne. Zdaj, verjetno na drugi strani mogoče tudi protivtež ali pa odziv telesa je lahko tudi obraten, da ti vse eno, čeprav cilje si postavil, vse je, ti se pa obnašaš, kot da ti je vse eno, in potem boš verjetno tudi štartal tako. Zdaj, kako lahko to uravnavaš, recimo tik pred štartom ali pa pol ure pred štartom, imaš obstajajo kakšni vzvodi, da si lahko pomagaš, ali je vela, moraš iti nekako preživeti? Vsekakor je treba preživeti, ne. Jaz rečem, ko se enkrat na štartu, už mogo priti dol. Ampak seveda dobro je to, da si lahko pomagamo. Zdaj govorimo o optimalnem nastopu, ne sem Ja. živiš. Tako, ja. Pa tudi to bi rekla, da vsi imajo na štartu malo treme, tudi tistim, ki ni za videti, ne. Ampak so se mogoče vrhunski športniki naučili obvladati ta stanja. Zdaj pa kaj lahko naredimo? Evo, to si super povedal, se pravi, pred štartom so ponavadi najbolj pogosto je stanje po domače trema, to bi pomenilo, da je naša aktivacija previsoka, aktivacija pomeni pa, da so mišice zakrčene. Naša glava je poslala mišice v boj ali beg, nekako možgani mislijo, da se bomo borili za življenje ali pa smrt, sam ni tako, gremo, je treba samo pokazati nekaj, kar smo fejst trenirali že tisto sezono, pa že nekaj časa prej. Kaj lahko naredim, ko so mišice zakrčene? Najbolj enostavna stvar so dihalne tehnike, ki pomagajo, da se mišice malo sprostijo. Druga vaja pa je napenjanje in sproščanje mišic, to so pa različne, torej spada k tehnikam sproščanja, in tako, da mi pridobivamo kontrolo spet nazaj nad mišicami. To sta dve najbolj enostavni tehniki. Tisto, kar nam tudi pomaga, pa je to, kar sva že omenila, metoda vizualizacije. Se pravi, 3 stvari so zelo pomembne. Napenjati in sproščati mišice, s tem dobimo mi mišice malo bolj v kontrolo in recimo globoko umirjeno dihanje, ker srce nam razbija na mrtvo, Zdaj, če si kdo meri puls pred štartom, ga bo imel tako, kakor da bi šprintal. Pa v resnici nič kaj dosti ne dela, Zdaj, če vi pogledate, v kakem stanju pa trenirate, pa je ponavadi puls malo nižji. In ta puls je treba umiriti, ker ta puls pravzaprav tudi sporoča mišicam, da se morajo boriti. Mi pa bi vseeno radi, da bi mišice ne se šle tako zelo boriti, ampak se borile samo z vodo in z vratci, ki so pred nami, Se pravi, umiriti dihanje. Ja. In če sem prav razumel, probati začutiti telo. Mogoče tudi, kako držiš veslo, da se sploh zavedaš. Okay. Ja, kaj lahko naredimo? Tako, ja. Se pravi, napenjanje in sproščanje, tako kot si rekel, najlažje je mogoče, da stisnem veslo, se pravi prav, da stisnem prijem. Zdaj, jaz sem pokazala, kaj je kaški, seveda pri kanuistih je podobno. Drugo je, kako sedimo v čolnu, da se malo povežemo s čolnom. Mogoče to, se pravi, kadar imamo mi previsoko tremo ali pa tudi tako, kot si prej omenil, prenizko aktivacijo, je malo nismo povezani s čolnom, z veslom. Športniki rečejo, ni pravega feelinga, to je tisto. Ali pa za veslaj ni dovolj močen, kar v prazno gre, tako nekako opišejo, kaj je kaši to. Se pravi, kot da ni čoln ne teče, za veslaj ni pravi.
Ko smo pa v čolnu, je pa tudi fajn začutiti nekako, ali tisti, ki klečijo, ali pa tisti, ki sedijo, se pravi, malo stisniti mišice, nog, riti, stabilizacija trupa, se pravi, trebušne mišice, s tem se spet povežem bolj z svojim telesom. Ja. Prav, ta lučka, kaj je ven, nek strah v zraku, gor, oblak misli, se prav preusmeriti dol v telo, s tem, da se probaš čutiti, kako. Najlažje se prav na kožo, ali kaj? Ja, tako kot prej že rekel, no to si zdaj že fajn, že povezal misli pa telo, ne. Pravi, naše misli grejo, ojoj, kaj bo, bom zmogel, mi bo ratalo, pa nekdo me gleda, pa jaz nekaj pričakujem. In s tem me moje misli nekako ne povežejo, me odklenejo od telesa, mi bi pa radi, da je to povezano. In moje misli, tako kot si rekel, pripeljem nazaj, kaj čutim, spet sem močen, mogoče se malo spodbudim tudi, se sem treniral, s trenerjem sva šla skozi, to sem zadnjič zmogel, tako no, neke notranje spodbude in povezanja s telesa, tako da aktiviramo telo z nekimi občutki, ja. Se pravi, to je na eni strani, se pravi, da se umirimo, to je največkrat verjetno, se pravi, kadar si preveč vzburjen, se pravi, umiriš se z dihanjem skozi nos, počasnim in čutenjem telesa. Zdaj pa na drugi strani, če pa je po mojem zavora že toliko velika, da v bistvu ti telo ali pa reče, se mi jebe, kako bom sploh šel. Kaj pa pole, kako se aktivirati ali kaj narediti? Vseeno prepraviš, da nisi v smlahu, pa v bistvu mrtvičen, tudi zaradi straha, čeprav deluje na ven, da se ti fučka, ne? Ja. Ok, to je pa drugo stanje, ne? Na drugi strani, kakor sva rekla, na eni strani preveč, na drugi premalo, pa je znova treba aktivirati telo in ga spet lahko naredimo na podoben način. Se pravi, tukaj so mišice pa premalo aktivirane, zdaj, če bi pogledali, kako to zgleda v sami tehniki, lahko rečemo, da športnik zgleda, da v veslanju lepo vesla, ampak ta zaveslaj ni močen, ni aktiven, reakcije so malo bolj upočasnjene, kar seveda tudi na progi ni v redu. Kako se aktiviramo, znova povezava s telesom, tako da spet probamo začutiti opremo. Eno je spet, da stisnem mišice, primem veslo, poskusim, kje je čoln, malo zazibam, pa malo hitri šprintki, kakšni taki, no taki, ki nas ne utrudijo, ampak naredim par hitrih šprintkov močnih, s tem tukaj pa puls moram malo dvigniti, se pravi, par hitrih zaveslajev, tako da začutim, da se telo spet odziva, da čoln se odziva, da so zaveslaji postanejo močni, ampak spet ne pa toliko, da bi se utrudili. Zdaj tukaj pa spet nam lahko malo dihanje pomaga, ne, če se pri unem dihanju umirimo, to pomeni globoki, upočasnjeni dihi, lahko se pa tukaj aktiviramo z dihanjem, pa naredimo par hitrih, aktivnih vdihov, pa hitrih izdihov. To te tudi videli na štartu, kdaj športniki naredijo, no. Se pravi, iti v akcijo. Iti v akcijo, pa tudi v glavi, ne, spet, dajmo, ok, spet si ponovim, zakaj sem jaz danes tukaj, kaj sem prišel narediti, vse sem treniral, pa si probati nek svoj notranji cilj narediti, ne, se spodbujati malo. V bistvu se aktivirati to akcijo in tako priti, se pravi, tisto sredino optimalno, da nisi ne premalo, ne preveč, in potem si na štartu in pičiš. Okay. Tako je, tako. Mi rečemo borbeno razpoložene, ne, tako, se pravi, ne v strahu moram bežati, ne se mi ne da učim prej konc, ampak ok, hočem boj, bitko, ajde vidim, kaj znam, kaj zmorem, kaj sem se naučil v tej sezoni, tako, boj, ne. Zdaj bi kar šel na štart, ker si mi to rekla. Jaz tudi. Sva se zmotivirala. Ja. Veš kaj, zdaj dostikrat sva omenila vizualizacijo, ne? Jaz imam namen v tem podcastu imeti tudi kakšne štose vmes ali kakšne stare, kakšne prigode, ki so zdaj, verjetno tebe tega ne moram vprašati, ker verjetno ti ne smeš povedati. Je verjetno ogromno smešnih situacij skozi te terapije, oziroma to se kliče terapija, verjetno priprave ali kakorkoli priprave na nastope, verjetno imaš tega dosti, ampak to je pri vas v mehurčku in ne gre ven, nikdar, tako da je verjetno
ne boš delila nobene smešne zgodbe. Imam pa jaz eno, recimo, lih na temo vizualizacija, ko smo enkrat, verjetno 2005-2006 delali v skupini še s tabo, ne, in tam smo bili fantje in punce, so bili fantje in punce, no, jaz sem starejši in si ti začela razlagati o vizualizaciji, ne, in si rekla, fantje, že veste, kaj je to, ne, sem drugače imenujete, tako da je mogoče, ne bo pa to en smešen vložek. Kako pa vizualizacija? Kako ti pomaga, kaj je sploh, kako Okay, zdaj mogoče sam nadaljujem tako, ja. Zakaj jaz rada uporabim stvari iz prakse, zato ker te stvari psihologije znajo biti zelo dolgočasne, pa zelo abstraktne, pa si jih je včasih težko predstavljati, ne, kaj bi mi radi, psihologi, v tej glavi, da se zgodi, ne. Tako da, ja, vizualizacija, jaz to rada rečem, da je nekaj, kar mi vsak dan počnemo, ko malo sanjarimo. Zdaj, sanjarjenje, ne, so zelo različna sanjarjenja o tem, kje bi rad bil, pa na otoku s peščeno plažo, ali pa sanjariti o mladi fantje pa punce sanjarijo pa o lepih fantih pa o lepih puncah in tako naprej. Tako da je to nekaj, kar pravzaprav počnemo res kar vsak dan. Spet, kot se nekaj v športu, pa bi radi to, kar že počnemo, uporabili v namen, da se mi pripravimo na en dober nastop. Zdaj, zakaj je sanjarjenje dobro? Ne? Zato, ker aktivira naše možgane brez da bi od odzunaj mogel priti nek aktiven držljaj. Torej, mi uporabimo naše oči ali pa naš spomin in s tem pravzaprav, ko mi o nečem razmišljamo, se naše telo že odzove z zelo podobnim odzivom, kakor če bi mi to zares počeli. To so ugotovili z meritvami, to iz tistih, recimo lahko vidite v kakšnih videotih ali pa na televiziji, ki jim dajo različne žičke na telo športnikom in pol jim merijo odzivnost mišic, tako da so ugotovili, da če mi dobro vizualizacijo naredimo, se naše mišice odzovejo točno tiste, ki pravzaprav bi želeli, da se odzovejo. Tako da mi uporabljamo pravzaprav naše možgane za to, da ponavljamo neke gibe, jih se lahko tudi na novo učimo in pravzaprav s tem, več ko je ponovitev, bolj avtomatiziramo nek gib. Zdaj, v enih športih je zelo težko trenirati vse ali pa dosti časa, naprimer smučarski skoki so taki, da žal je tako, da več kot recimo 6-7 skokov na trening ne morejo narediti, tako da zelo uporablja vizualizacijo, ali pa pri nekih športih se lahko dosti hitro poškoduje, kot naprimer pri kakšnih gimnastičnih elementih, pa jih trenirajo vsakega posebej, pol jih pa v vizualizaciji dosti povežejo, ne. Zdaj, tudi v kajaku je tako, da vi posamezne gibe trenirate, ampak ko pa pridete na progo, bi pa mi želeli, da je to avtomatizirano, ker mi moramo razmišljati pa o enih drugih stvareh na progi, kot naprimer moramo opazovati vodo, moramo videti, kje so vrata, in bi radi, da je čim več gibov avtomatiziranih, ne? Tako da z vizualizacijo lahko to naredimo. Naprimer, zdajle, ko imate manj časa za treninge, ne manj časa, ni toliko pogojev za treninge, je mraz, visoka voda, sploh letos se je veliko stvari zgodilo, ko je podrlo progo, ampak ni res, da ne morete čisto nič narediti, ne? Torej, vizualizacija nam lahko pomaga, da draži tiste mišične skupine in tiste mišične končiče, ki jih vi pri treningu rabite, pa pol seveda tudi pri samem veslanju, in pol se telo prej spomni enih stvari, ne. Pri sami pol imamo vizualizacijo nekih gibov, pa vizualizacijo proge, to pa pravzaprav tisto, kar danes govoriva v pripravi na štart je, da jaz med tem, ko bi veslal, ne bi rabil razmišljati o samih vratih, ampak da bi si jo zapomnil in bi mi šlo to lažje in to naši možgani lahko naredijo, kot eno pesmico, ko jo treniramo, ne. To tudi verjetno, kako to izgleda, že prej začneš, pa se pravi, če govorimo o progi, priprava na tekmo, se pravi, ti vidiš, da je proga postavljena, ne. Ok, v mirnih vodah približno veš, ampak vseeno si moraš nekako predstavljati, že ko imaš štartno listo, kdo bo pri tebi, ob tebi stal, kdo bo šel hitro naprej, približno veš, da si znaš predstavljati, kako reagirati. Verjetno to en dan prej, ali vizualizaciji ponovite. Jaz se spomnim, ko smo enkrat res zelo tega delali, ne.
sploh takrat za 2006 so v Kanu, mislim, da jih je bilo čez 30. Mislim, da ko so prišli v cilj, nisem niti vedeli, ali je to v vizualizaciji, ali je bilo zares. Se pravi, to globoko lahko greš, ali kako? Ja, zdaj vse to, kar danes govoriva, je treba malo vaditi, ne? Tudi vizualizacijo je fajn vaditi že prej, malo mogoče na kakšnem treningu to poskusiti, ker ni, kakorkoli se sliši enostavno, to ni tako enostavno, se pravi zvizualizirati celo progo in to mogoče dosti aktivno, tako kot naj bi pol v resnici to izgledalo, tako da je treba vaditi prej. Ko imamo te stvari malo natrenirane, jih lahko delamo velikokrat, po drugi strani pa ne prevelikokrat, ker nas lahko to tudi utrudi, torej vizualizacija mentalno utrudi, torej 10 vizualizacij pred samo tekmo ni učinkovito, ker nas bo utrudilo. Je že strah, verjetno, ne? Ja, ponavljati ene stvari tako zelo, pa tudi ni treba. Zdaj si vprašal, kdaj začeti. A veš, če mi progo že poznamo, se pravi, včasih imate vi že en dan prej je proga postavljena, gre nekdo po progi, demonstracijsko vožnjo imate, jo lahko posnamete in to je že super začetek za vizualizacijo. Sploh pri mlajših kategorijah jaz vidim, da si ne zapomnijo proge, mogoče začeti sam s tem. Se pravi, iti po vratih, pa jih šteti 1, 2, 3, si jih predstavljati, kje so. Če si je težko predstavljati, pa si pogledati video, ki ste ga posneli. Se zdaj imamo vsi telefone, pa vidim, da tam mali snemajo, pa je fajn, da vejo, zakaj posnamejo. Se pravi, zato, da bi jo pol pogledali, pa si probali vsaj zapomniti, katera vrata so kje, pa kje so kontravrata, pa kje so naravnost, ker se pol s tem ne rabijo ukvarjati med progo, se ukvarjamo bolj z vodo in seveda s tem zgubljamo čas. Za tiste malo bolj starejše, pa seveda govorimo v vizualizaciji, pa že bolj neke detajle probamo naštudirati, ne samo kje so vrata, ampak kako bomo neka vrata odpeljali. Govorimo o malo bolj natančnih elementih. Ja. Kot neka taktika, tudi pravzaprav jo vadimo. Se pravi, kako bomo se lotili nekih vrat, mogoče tudi kako teče sama voda. To so pa že pol vedno bolj natančni detalji in to vse lahko v vizualizaciji vadimo. Za začetek vizualizacijo mogoče vaditi dobro, tako da govorim, pa grem skozi njo, se pravi, kje začnem, štartam, prva vrata so naravnost, naredim par zaveslajev, zdaj si jaz malo zmišljujem, ker nisem najbolj kajakaš, pa pol nek nagib čovna, pa grem čez nek tok, Najlažje je tako. Pol, ko pa že to malo bolj natreniramo, pa lahko samo v glavi potiho si govorimo ali pa si samo potiho predstavljamo. Ali pa taktika, da me ne preseneti, sploh v mirnih vodah, če eden bolj hitro štarta, da me ne preseneti. Ja. Tako, da si pripravljam na več scenarijev, verjetno. Tako si probam predstavljati. Ja. Zdaj jaz govorim tu bolj o divji vodi, ampak mirna voda je isto. Torej, mi lahko treniramo čisto vse športe. Ponovljivost recimo je v mirnih vodah pomembna, Tam bolj je fajn, da se osredotočimo na gibanje, spet taktika, ki ste si jo zastavili, ritem veslanja, kako mora biti pozicija telesa. Torej, čim bolj da vizualiziramo ponovljivost optimalnega, optimalen pomeni naš najboljši ali pa tako, ko bi si želeli gibanje in da ga to mogoče ponavljamo. Fajn je mogoče v vizualizaciji v mirnih vodah štart, biti večkrat skozi, pa mogoče tudi neke zaključke, kaj se zgodi, ker v mirnih vodah, ko smo utrujeni, se malo podre tehnika, pa na kaj moramo biti pozorni, mogoče na neke dele tehnike, ki se s trenerjem dogovoriva, ali je to neka pozicija telesa, usmerjenost, odprtost in spet, da zaveslaj ostane močen v dovolj veliki amplitudi. Se pravi, imamo polno enih stvari, ki si jih lahko v vizualizaciji predstavljamo in ponavljamo. Zdaj, zakaj ponavljati? Spet zato, da bi ta gib čim bolj avtomatizirali in da takrat, ko se moram na to spomniti, me samo ena beseda, ko veslam, pokončno stisni, ali je to roka, ali je to trup, se bo naše telo pa naši možgani na to spomnili. Do časa v alfa stanju, Ja, da ni treba zgubljati časa, na kaj se moram spomniti, ampak samo ena beseda, telo spomni, spet avtomatiziramo nek odziv. Tako da vizualizacija je res fajn, zelo širok obseg možnosti, ki jo lahko uporabljamo, od samega giba, ponavljanja, kadar nima možnosti treninga, recimo v času poškodbe,
da si že ko gledam videote, ne, meni je fajn gledati kajakaše, ki gledajo tekmo ali pa videote, zdaj jaz jih gledam tako daleč, kar stiskajo rit, pa jih vidiš, ko ponavljajo, pa se malo grejo zraven, ne, tako da, a ne, to je to, vidiš, kako se telo odziva že sam na to, kar jaz gledam, tako da tudi si pogleda druge, ali pa mogoče nekdo, ki nam fajn vesla, pa si pogledati te videote, ne, tako da tudi to je že vizualizacija. No, zdaj so pa kar nekaj tem že odprla, ne, verjetno tudi tam bi lahko še govorilo o tej, kako čutiti se, a ne, o čuječnosti, a ne, so verjetno tudi tehnike, a ne, ampak, ne vem, ali kakšno besedo lahko rečemo še na to, ali. Ja, zdaj čuječnost je ena od tehnik, bi mogoče rekla, da čuječnost je tisto, kar sva rekla, da stisnem, pridem v telo, pripeljem svojo misel na tukaj in zdaj, se pravi, da povežem in moje telo, ne, to je čuječe, biti tukaj in zdaj, povezan s svojim telesom, ne da sem z mislimi že na cilju, ne, jaz rečem, ko si ti na štartu, če z mislimi na cilju, nisi povezan s telesom, ne, na štartu moram čutiti, tudi če me je strah, moje telo ima polno informacij, polno enega treninga in mu je treba zaupati in tudi sam sebi, da bo že zmoglo narediti to, kar sem treniral, ne. Če pa jaz z mojimi mislimi na cilju, mi bo pa všlo, kar je, ta val, pa vrata, moram misli pol k sebi pripeljati, to je čuječnost, no, tako. Vseeno moraš na koncu telo pripeljati skozi progo dola, ne, se pravi, realnost in sedanjost, ne. Tako. Z umom sicer lahko narediš, s telesom pač pa ne. Se pravi, s telesom moraš biti tam, ne. Ja, super. Zdaj, to si rekla, kaj si rekla, kako lahko še uvožaš in vse to, ne, tudi pri vizualizaciji, pa vse to, danes so malo odprla to, ne, da to obstaja, da bodo lahko fantje, dekleta čez zimo malo razmišljali tudi o temu. Zdaj bi te jaz že povabil v naslednji podcast, mogoče enkrat spomladi, preden se tekma začnejo, ker bodo bolj v stiski verjetno, ali pa nekako, ali pa stiskano, ampak ja, se bo to ožalo, ne, vsak nima možnosti sodelovanja s tabo ali pa z drugimi psihologi, če bi te lahko zdaj že povabil še v kakšnega tacga, da bi pa mogoče malo bolj specifično kaj povedala, če boš na voljo. Ja, pred štartom, super, jaz sem za to, zdaj seveda čez zimo ne čist pozabiti na te stvari, čeprav so treningi težki, ampak mi lahko treniramo tudi med kondicijskimi treningi ali pa v fitnessu, ne, da začutim mišico, ne da sem z glavo nekje drugje, ali pri testu, ali pri kakšni punci, ali pa pri fantu, whatever, ampak da sem z glavo in s telesom pri vajah, ki jih delam, to je že trening. Ne, tega biti s telesom in z umom na enem mestu. Drugače pa ja, seveda z veseljem se vidimo še spomladi, ko bo to še bolj aktualno, ne. Če boš imela časa, ne, verjetno ti kar s kakimi športi delaš, z veliko športi, ne? V veliko športih tudi, ampak vse so različne sezone, tako da se... Zimske tudi, letne. Ja, zimske, letne, večinoma z individualnimi športi, ampak vse se to lepo razporedi, no. Verjetno z enimi, ki bodo šli v Pariz, delaš? Ja, verjetno, pa upajo, da bodo šli v Pariz. Tako, ja. Verjetno z večjimi, delaš, ki bodo še olimpijska psihologinja. Super. Dej, sem še zadnje, a bi dala kakšen nasvet tak še mladini, tako malo, če imaš slučajno kaj v žepu, da sem te malo presenetil verjetno, ampak... Pa ne, sej, jaz tako rada rečem, da ni vse v glavi, veliko je tudi v telesu, to pomeni trening ta jesenski in zimski je pomemben, ampak nekaj pa je tudi v glavi, tako da tiste majhne stvari, ki včasih vidim, da nas pol jezijo po tekmi, ne, ki grejo kar tako mimo in to je ta prav priprava na tekmo, neka osredotočenost, ja, sem bil slab, pa vidimo, da so res neke male stvari zmanjkale, in to lahko sami naredite, no, to se mi zdi, da vemo, da imamo kar precej stvari v svojih rokah in da pomisli tudi na to, no. Bravo. Ok. Katja, najlepša hvala, ker si se tudi tako hitro odzvala, pa zdaj sem te še kar tako malo snel še za spomladno. Okay. Hvala ti za to. Ja, hvala tudi vam, hvala za povabilo, srečno, saj se vidimo slej ko prej nekje.
ali ob progi, ali ja, tako. Lepo se Hvala. imejte. Ajmo. Hvala, srečno, čau. Hvala.